Pozdravljeni! V prejšnjem prispevku smo začeli govoriti o sreči in ključnih napakah, ki predstavljajo oviro na naši poti do srečnega življenja. Ko poskušamo izboljšati naše stanje, vedno začenjamo z delom v okolici, namesto da bi začeli pri sebi. Zakrpamo majico, pospravimo stanovanje, poskušamo spremeniti svoj izgled ali ljudi okoli sebe. Nikakor ne začnemo pri sebi. Ali še bolje, v sebi. Kaj naj torej storimo, oziroma kateri so tisti nujni koraki potrebni za to, da bi počeli tisto, kar je prav, kar je dobro in kar nas zares osrečuje? Kot smo že v začetku nakazali, ko smo govorili o naši notranjosti oziroma duši, je to torej tisto prvo, kar moramo storiti. Poskrbeti za svojo dušo. Poskrbeti v smislu, da ji dajemo tisto, kar potrebuje. Zdaj že vemo, da niso nove kavbojke tisto, kar duša potrebuje. Prava duševna hrana mora biti nekaj samozadostnega. Nekaj, kar ima vrednost za nas, čemur cene ne postavljajo trgovci. Predvsem pa je to nekaj, kar je vsem dosegljivo. Grški filozof Aristotel je dejal, da človek potrebuje možnosti za razvoj navad in vrlin, s pomočjo katerih lahko presoja o tem, kaj je zanj prav in koristno. Aristotel meni, da so vrline eden tistih pogojev, ki so potrebni, da bi zadostili dušnim potrebam in so torej prvi korak, ki nas pelje k sreči. Ob tem potrebujemo tudi trden značaj. Tega lahko razvijamo skozi meditacijo, skozi vero, skozi analizo vseh skrbi. Da bi to dosegli, se moramo umakniti od trušča, od potrošnje, od vseh motečih dejavnikov. Potrebno si je vzeti čas in prostor za razmislek, pretehtati naša dejanja, se poglobiti vase, odmisliti okolico in se posvetiti izključno sebi. To vsak počne na svoj način in tu ni pravila, kako to početi. Kakorkoli, ta globoki razmislek nas popelje bliže k nam samim, oziroma k tistemu, kar zares potrebujemo. Umakne nas od tistega, kar nam narekuje okolica. Prav gotovo nas bo ta trenutek pripeljal tudi do razmišljanja o pravičnosti, o dobrem, o krepostih in vrednotah. To je tisto, kar nas dela ljudi, kar nas dela človeške, kar nas dela dobre. Kajti naš je tisti, ki določa naš odnos z okolico. Naš poda končno oceno, nas uči videti, nas uči, kaj je sreča. Tako bomo spoznali, da pravzaprav niso tiste nove kavbojke to, kar potrebujemo. Sreča je v nas samih. Tudi prijatelji nas osrečujejo. O tem pa bomo govorili v naslednji oddaji. Srečno!